Kako se ti pa zdi, da so te sprejeli domačini, glede na to, da nisi domač? Vzeli smo tako za svojega, no. Edino nimam še slovenskega pasoša, to pa še nimam. Se moraš dobro izkazati letos, pa bo mogoče župan premislil. Gleda tukaj predsednik Ljubnega, že en čas na Ljubnem, pa še nima pasoša, tako jaz mislim, da še mu kar moga čakati na tati pasoš. Dobrodošli v novi epizodi Ljubno podcasta. Danes z mano Rok Vidnar. Spisek njegovih nalog je tako dolg, da mislim, da najboljš, da kar sam predstavi, kaj točno počne. Dobar dan, špela tudi tebe. V prvi vrsti sem prostovoljec na tekme, po funkciji pa sem vodja strojnega parka, pa sem zadolžen pripravo arene, med samo tekmo pa sem tudi štarter na vrhu. Deva čist začetno vprašanje rešiti, ker me to res zanima. Kako se je Prlek znašel tukaj na Ljubnem? Ja, kako bi rekel, najčas sem se čist pomotoma, pač po zaslugi Boštjana Zajca, očeta Timija Zajca, ko smo šli v Kulm na novoletno tekmo v smučarskih poletih. In nekako me povabil na tekmo še na Ljubno, pa tam sem tudi med potjo v Kulm se tudi spoznal predsednika skakalnega kluba na Ljubno, VTC Alojza Murka, kateri me prosa za pomoč pri sponzorskih zadevah, glede Radenske. In kako bi rekel, kako je Radenska poslala, donirala neko pijačo, sem še tudi jaz nekako prišel s pijačo na Ljubno. V paketu torej. Paket, ja. Ampak kako to, da so te zanimali smučarski skoki? A imate skakalnico tam, kad ti živiš? Ja, v mojih koncih, sicer, kako bi rekel, v otrošku, sem še bil pač manjši, smo imeli v eni sosednji vasi eno tako manjšo skakalnico. To je bilo, mislim, kar leta 98 do 2000, potem je pač propadlo. Drugače pa imajo Prekmurci na Goričke, imajo tudi eno tam malo skakalnico, mislim, 30 metrska, 40, ki pa ima tudi rekord Timi Zajc. Torej ni naključje, da si spoznal družino Zajc? Ni naključje, ker sem z Boštjanom Zajcem sva se spoznala že prej preko glasbenih vod. Tako so tudi po tisti strani nekako so se tako vezi spletle, ko sem pristal na konci še na Ljubnem. Pa hodiš še vedno z njimi navijati na tekme? Ja, kak mi tudi čas dopušča, te grem zraven. Si bil še na kakšni drugi ženski tekmi razen tukaj na Ljubnem? Ja, predlani v Visle, na Poljskem. Kako se ti zdi primerjava Visla-Ljubno? Ja, definitivno je Ljubno lepše, no. V Visli pa je bilo dosti bolj mrzlo. Pa dobro, saj, če upravljaš funkcijo na naletu, verjetno prav toploti ni. Ne, vse smo kar navajeni, no, samo vseeno, vse nekako zdržiš, no. Kako se pa začnejo zate priprave na tekmo? Kdaj morate začeti z deli na skakalnici? Koliko časa ti to vzame? Ja, tako, zdaj čisto odvisno, kako hitri so tudi postavljalci šotorov pa kontejnerov. Imamo sicer nekaj določene termine, pač do kdaj bi naj bilo postavljeno. Potem pa prija naša tehnična ekipa, pripravljalna ekipa, mi pa štartamo 2 tedna, pa rečemo 3 tedne pred začetkom tekme, ko prijemo, pa začnemo mi tisto urejati, tiste zaključne zadeve. Verjetno potem tudi zadnji odidete iz prizorišča. Tako je, prvi pridemo, pa zadnji odidemo. Katera naloga ti je pa mogoče najtežja izmed vseh, ki jih počneš? Definitivno pospravljanje ogroj, pa nasplošno vseh stvari, ko moraš zvoziti na en kup. Tisto mislim, je kar potlej že muka, ker si samo 2 tedna, 3 tedne skozi samo delaš, ker je res tempo kar vmes hud, ko imamo nekaj časovne omejitve. Potem pa še potekmi tisto pospravljanje, je kar neki napor zumate, kar nekako ti glih ni najbolj, no, ampak pač vseeno še teko potrpimo pa zrihtamo to. A pa sploh dejansko vidiš kaj od tekme? Ja, vidiš ogromno, recimo, glede to, ko sem pač na štarti gore na vrhe, imamo nekaj lepšega občutka, glede domača pa zuma naša slovenska tekmovalka na štartu, ko publika ponori, ko začnejo navijati, spodbujati, mislim, ko to, kako te grejo konice po konce, mislim, ko to ne morejo niti gledalci spodaj doživeti, no, tisto, kako mi to gori, vso to energijo gor dobimo.
A pa mogoče v teh letih, zdaj že nekaj leta ne sodeluješ tukaj, že veš, da gre tekmovalka daleč? Ja, zdaj recimo točno že vidiš, recimo kakve so vremenske razmere, tako že, pa recimo že saj vidiš v bistvu, kako začnejo navijači reagirati na skok, no. Potem te pa tako vidiš, recimo čuješ, da naredi tup, ko veš, aha, zdaj pa je šla dalje, ne. Kdaj pa si prvič slišal za ženske skoke? Za ženske skoke, ne? Za ženske skoke, Ja. mislim, ko okrog 2015. Te sem nekako zasledil v reviji od BTC-ja, ko sem tudi prej bil pač kolesar in sem tam videl v enem prospektu, je bila ena stran upisana ljubne skoki ženski, sem rekel, to pa je bilo zanimivo. In mislim, kao po tistem pol maraton Franje, pa sem mislim, ko sem šel tes mimo, ko smo tes ljubno dirkali, in te sem začel pogledovati proti skakalnicam, ampak še si nikdo ni mislil, kam pač kamo na konci po kolesarski pa triatlonski karieri pristal na vrhe, recimo skakalnice, to pa ni bilo nikak planirano, zumem, ko bi rekel, zdaj doma ali pa nam kolego, jaz pa bom 2025 na vrhi skakalnice štarter. Če bi te po mojem rekel 2015, na to bi me sobcedno kaj tudi malo pozdravi, vprašal. Kako pa od 2015 je vseeno 10 let, ne? Ja. Kako ti vidiš razvoj ženskih skokov kot nekdo, ki se ni profesionalno ukvarjal s smučarskimi skoki? Nekaj se, kar so ženski skoki se kar lepo razvijajo, no, zdaj sicer ne vem celotne zgodovine, vem, kaj ljubno zivajo skokov ženskih na Sloveniji, ampak nekaj se kar razvijajo, no, so vse delovne prepoznavnosti, so pridejo obiskovalci, tako mislim, ko so kar lepo, no, mislim, kar lepo napredujejo. No, tekmovalke recimo lahko rečemo, da vidiš kar na blizu, kako se ti zdi, ko si na vrhu, pa vidiš jih v tistem fokusu, ali pa mogoče potem od spodaj jih kje srečaš, ki pa niso v tistej strogi tekmovalnosti. Kako profesionalno vidiš tekmovalke? To je zdaj kar težko vprašanje. Ampak bom tako reče, gledam jaz iz svoje strani, pač ko sem tukaj iz tekmovalne, moram rekel, sej tekmovalka tako na začetku mora pred štartom imeti neki svoj mir, ko se v nas v svoje pripravi, ampak ko pa ti narediš svojo, pač oddelaš svojo, te pa mislim, da se lahko malo človek sprosti, pa ko ni tisto, tako mislim, da tako prav, ko se tudi človek na konci, zdaj pa, ko si reče, zdaj pa smo mi tu oddelali, zumo naredil sem to, kar sem treba, pa če gre zadovoljen valjda, ko si malo tudi z navijači pogovoriš, pa jih malo pozdraviš, če pa je slab skok, te pa vsi vemo, ko doben je glih najboljša volja. Bi se pa najraje skril, ne? Ja, nekaj tega. Kako pa vplivajo rezultati slovenskih tekmovalk na vas, ko v bistvu sodelujete, pripravljate prizorišče? A je to za vas neka nagrada oziroma dobite neko motivacijo, da pa bi sodelovali še vedno pri pripravah za svetovni pokal? Ja, seveda, res je, ko so pač te rezultati zelo pomembni, to tudi vpliva na navijače, ampak se mi zdi, glede na to, kaki center je ljubno zumo na sredini Slovenije, če tako lahko rečem, mislim, da že samega dostopa, že zaradi tega prijajo ljudje na skoke vsem, no. Tako mislim, da tudi je pomembno, ni samo pomembno rezultat, je tudi pomemben, ki je, zumo, po čas vožnje, zumo, kilometrina do to, ne. Tako, jaz mislim, da tudi tisto vpliva, zumo, mislim, je pomembno, pač, ko se ne vem, vsi vemo, koliko je do Planice, recimo, če greš iz Prekmurja ali pa z mojega Jurija, ko vemo, ko moraš ob 3 zjutraj štartati do Ljubnega, imaš pa uro pa pol vožnje, recimo, ne. Tako, mislim, da kar tudi vpliva, no. Pa imamo kakšen avtobus iz Prlekije? Ja, seveda. Vsako leto jih prija 3-4 avtobuse, tudi z Goričkega, zumo, s Pomurja prijajo skozi, tako je kar, so prepoznavni skoki tudi v naših koncih, tako mislim, ko se nega straha, ko naj bi bilo nekih navijačev iz naših koncov. Torej, letos obljubljaš, da bo 8 avtobusov. Ja, bomo se potrudili, ko bodo. Tekmovalke pa naj poskrbijo do Ljubnega, do odlične rezultate, pa mislim, da je še več kot 8 avtobusov. Zdaj, veš, kaj me zanima? Če nam lahko predstaviš en dan tvoj, recimo letos se tekma začne v soboto, mislim, da okoli 11:30. Kako poteka tvoj dan, ko je tekmovalni dan? Ja, tako imamo ponavadi, pač mi smo skozi stan ob 7-8 zjutraj smo že na skakalnici, ko še pripravimo tiste finese, pač kaj še treba pod prizorišča, potem pa se jaz pomaknem na vrh,
tam porihtamo, oziroma pripravimo še špuro, pač pofrezamo, pa te zadeve. Potem pa pripravimo rompo, te pa tako se začne, mislim, ko prija že tekmovalke gor, pa je akcija. Kjer dan je pa tisti najtežji dan v vikendu, ko je svetovni pokal že? Pa jaz mislim, ker skozi bolj nekako tak naporna sobota, no. Te je skozi neki tak udar navijačev, pa vsega tega, pa vsi smo bolj še nekako malo živčne do tekme, mislim, med tekmo pa se kar sprostimo, no. Tako mislim, ka pač je sobota tisto najbolj adrenalinska, najbolj tista živčna, kako bi temi rekel, no. Ker te se res odvija dosti takih stvari, ti si neki malenkosti, ko dejansko med tednom mogoče pozabiš, kaj bi še mogel urihtati. Kako se ti pa zdi, da so te sprejeli domačini, glede na to, da nisi domač, če tako rečemo? Ja, sprejeli so me kar lepo, no, tako mu rekel, to njihovo domačnost, pa vse to, pa tako, ne vem, zdeli so me tako za svojega, no. Edino nimam še savinskega pasoša, to pa še nimam. Mogoče se moraš dobro izkazati letos, pa bo mogoče župan premislil. Gleda to, kaj predsednik Ljubnega, že en čas na Ljubnem, pa še nima pasoša, tako jaz mislim, ka še mu kar moga čakati na tati pasoš. Mogoče pa da da župan na kako pobudo, pa da reka, zdaj pa imaš pasoš. Mogoče nikoli se ne ve. Nikoli se ne ve, ja. Kako se ti pa zdi, da je nasploh poskrbljeno za prostovoljce prav na tekmah? Ja, mu rekel, za prostovoljce je dobro poskrbljeno, no, zdaj nekega, vse mogoče, bili se mogoče, no, kakve so stvari, ko bi rekel, no, kakve stvari več naredili, ampak za prostovoljce pa res poskrbijo, no, pač, kad smo vseeno tudi prostovoljno, tudi namestitev, prehrano, pijačo, vse in zagotovimo, tako, kar se tega tiče, je kar urejeno, no, so kar urejene zadeve. Pa se ti zdi, da je vedno težje dobiti prostovoljce? Ja, tu pa res, ja, prostovoljce skozi nekako najtežje dobiti, še posebej, kako bi rekel, ker je recimo dosti jih je študentov, dijakov, eni so po službah, vsi pa vemo, ka za tako zadevo, kako so zdaj skoki na Ljubnem, pa vsi vemo, ka to rabiš 3 tedna dopusta, tako mislim, da ti pa da 15 dni dopusta, ko ti dela za skoke, vsi vemo, kak je teden še gre, več pa bolj že težko, no. Se ti zdi, da z veseljem, tisti, ki prijejo, da prijejo z veseljem? Ja, seveda, prija z veseljem, ker tu se direktno vidi, kako mi reka, zadnji teden, ko mi pripravljamo, vsi vemo, ko ne bo 8-urnega delovnika, ko moramo delati tudi dan 12-15, če tako slučajno prije, se zuma pač odvisno od vremena. Vsi te vemo, ko je zelo naporno, ko nekaj odnese od tebe, pač iztisne iz tebe, ampak pač vseeno potrpimo, no. Kakšne so kakšne posebne zahteve iz strani FIS-e, ki jih ti izpolnjuješ? Ja, tu so nekaj zahteve, so pač vsako leto nekaj drugače, vsako leto nekaj novega. To sicer mi zvemo, tako, 2-3 tedne pred tekmo že, ko se te poti pripravimo, pa te probamo do tehničnega prevzema skakalnice, do te pač probamo to čim prej urediti. Je pa res pač, ker še tudi med pregledom skakalnice prije do kakih malenkosti, ko pa jih tudi sproti z ekipo rešimo. Se je že kdaj zgodilo, da ste uredili stvari zadnjo sekundo, ko je bilo to? Ja, tudi to je bilo, ja. Ja? Ja, to je bilo na vrhu, ko smo mogli ene dodatne blazine, zelo zaščite za smučke urediti gor, tam ki sprije rampa. Tako smo kar bili iznajdljivi, no, pa smo v tistem momenti, pač glede toga smo še imeli slabo uro ali pol ure do tekme, smo kar pohiteli, pa tisto uredili. Ti je mogoče v spominu ostala kakšna anekdota iz posameznih mest, kjer si ti vpet, smešna ali pa mogoče nerodna? Ja, vse probamo tako reka, zdaj, če bi vse opisal, vse zadeve, kaj so se dogajale na skakalnici, mislim, da je 1 ura premalo, ampak tako mu reka, te zadeve, kaj so pa bili na skakalnici, da na skakalnici tudi ostale, je pa vreme, kaj je bilo vmes kar zabavno, zelo smešno, so še kakšni taki zasebni posnetki, tako... No, ampak kakšna stvar, kaj jo lahko deliš z nami? Recimo smo posneli tudi, ko smo pri postavljanju ograji, smo posneli tudi videospot za Niko. Okay. Ko smo zibali ograjo, mislim, Nika, kako me Mika, nekako že kaj je tista pesem, smo kar z ograjo delali ritem in tista res je bilo tako, vse Nika tudi dobila, tudi posnetek je bilo kar, smo jo kar nasmejali vse, no. Potem ste jo nekako sprostili pred tekmo, ja, da ni razmišljala preveč. Bolj smo dobili, pa tako, je bilo zanimivo, no. Dobro, kaj pa še kaj drugega, da se je, ne vem,
A se ti je kdaj zgodilo, glede na to, da si na vrh naleta, da te je strah, da boš padel dol? Ali se je to že zgodilo mogoče? Ja, vse se je že zgodilo, samo hvala Bogu za kamero. No. Ampak vsi pa vemo, pač, da si na vrhu, kaj je mrzlo, kaj je ledeno, pač, kaj ekstra pazimo. Tako, ja, moramo kar skrbeti. No. Ampak hvala Bogu, so te zadeve, ko se zgodijo, da se ne vidi pred kamere, ker drugače bi to bilo kar zanimivo. Zuma, če je bilo to po televiziji, bi imel kar lepo reklamo v moji konci. Ne. Se zato je pa zanimivo za me, veš, ker prek televizije nismo videli in me zdaj zanima, da mi ti poveš. Ja, to rejši ne. Ne? Rejši ne. Torej, s pripravam za letošnjo tekmo ste že začeli? S pripravami, do zdaj smo imeli sestanke, prihodnji tednih pa zdaj, mislim, zadnji teden v januarju pa prija že pripravljalna ekipa za šotore po kontejnere. Tako kak pa prija februar, te pa začne nastopiti naša tehnična ekipa, te pa začnemo mi zaključovati, pač tisto upravljati našo delo, za kaj smo se pač tu na prostovoljno prijavili, ko bomo to vse pripravili do termina, ki ga imamo. Glede na to, da ne živiš ravno tukaj, če sem prav zasledila, kaj potem se preseliš v tistem času tukaj? Ja, se preselim za 2-3 tedne, tako, ko sem te vseeno bližje skakalnici, prizorišče, te pa tudi nekaj prihraniš na poti, pa tako na čase. No, da si predstavljamo, koliko približno časovno porabiš od svojega doma do skakalnic tukaj. Ja, od mojega doma pa do sem je nekje 135 km, se pravi, 1 uro 40 vožnje, no, če je lepo pretočnost. Kako se ti pa zdijo ljubno kot organizatorji tekem, glede na to, da si bil na nekih tekmah, ne glede na to, če je to bil moški svetovni pokal, kako se ti zdi kot organizacija, sigurno si opazil kakšne stvari? Glede na to, ko sem pri kar nekaj športnih zadevah zraven, pa že v preteklosti sem bil zraven, mu rekel, kar je organizacija svetovnega pokala na Ljubljani, je kar veliki zalogaj, mu rekel, pa tudi po svoje zahteven. Ampak mu rekel, smo pa na nivoju, smo neka profesionalna ekipa, že organizacija, no. Tako mislim, ko smo kar se tega tiče, kar na vrhi, lahko rečem. Pa ste tista ožja ekipa vedno isti ali se menjate? Moram reči, bolj, ko nismo skozi eni pa isti, je pa res, ko vsako leto mogoče kjer odide, pa prije kakšni ta novi zraven, no. Tako, glih stalna ekipa, glih nismo, je pa fajn, ko se pač malo tudi včasih malo premeša, organizujemo samo ekipo, pač nove ideje, nove zamisli, tako mislim, da tu vsaka stvar nekaj prinese dobrega zraven. Misliš, da bo letos veliko število gledalcev? Ja, jaz mislim, da definitivno bo. Glede na tukaj, lani je bilo okrog 17 000 gledalcev, te letos mora biti 20 000, no. Glede na to, da bo večja količina ljudi prišlo iz Prlekije, ja, seveda, se zato pa se pač upam, ko bodo, no. Pa če bodo le vremenske razmere, pa se to dopuščalo. Kako bi povabil tistega, ki recimo okleva, a bi šel gledat tekmo ali ne bi šel gledat tekmo? Kako bi naredil povabilo, da bi ga prepričal? Ja, tako bi mu rekel, pridi, ne bo težav, se nekaj druge. Da pa se enkrat te pa tako snimimo, da ti so euforija prije, te pa si rečeš hvala Bogu, da sem tu. Kako pa vidiš, tudi naše skakalke so imele precej sprememb v zadnji sezoni. Kako vidiš jih rezultatsko? Sigurno jim je tekma na Ljubnem eden od vrhuncev, ampak kaj misliš, kakšne so tvoje pričakovanja? Ja, moram reči, ne to, kakšne rezultate na zadnjih tekmo, sploh smo pač do zdaj. Mislim, da se sploh ne bojim, da bi bili slabi rezultati, no pa tudi mislim, da je tukaj in je to skoraj domača tekma, če lahko tako rečem, mislim, da bodo dale punce vse od sebe. Je pa res, pač na vreme, pa nema dobena vpliva, ampak moram reči, mislim, da bodo vse šli v poden. Sigurno si držimo pesti, ja, da se bo išlo po njihovih in naših željah. Ja, tako, ljudje, pridite, navijajte za naše dekline, ko bodo imeli čim boljši rezultat, pa ko bodo letele čim dale. Hvala lepa, pa s čim več, da pridejo skupnimi prevozi, ne? Tako je. Organizirajte se, avtobus, pa gasa. In boš tudi lahko pomahal iz vrha. To pa je definitivno bun. Hvala lepa, ker si vzel čas. Hvala tebi.
Upam, da je bilo ti prijetno in ne preveč težko. Ja, hvala, veš, kaj ni bilo težko, mrzlo pa. Hvala tudi vam, ker ste naju spremljali in saj veste, se vidimo naslednji ponedeljek.